Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Lansko leto smo imeli prvi festival športa, ki je bil načrtovan pred kakšnim letom in pol, ko smo pričeli skupni mandat Liste Domna Jankovičem, Gibanja Svoboda. Takrat smo se odločili skupaj z sodelavci oddelka za šport, da pripravimo neko novost in ideje so pravzaprav kar bruhale. Moram reči, da je bilo čudovito sodelovati z kolegi, ki so pravzaprav uspeli pripraviti odlični dogodek lansko leto. Vemo, da je dogodek lepo uspel. V dveh dneh smo Ljubljančanom in Ljubljančankam predstavili pestro paleto športov, ko so se pomerili v različnih izzivih, tekmovanjih, srečali so lahko vrhunske športnike. Udeležbe je bila res nadpričakovani, otroci, starši, družine, starejši. Skratka, en lep dogodek, ki nam je dal dodaten pogum, dodaten zagon, predvsem pa dodatno odgovornost, da letos naredimo ta dogodek še boljši, mogoče še bolj pester. In tako smo se letos odločili, da bomo dogodek podaljšali za en dan. Skratka, letošnja novost dogodka je, da bo potekal 3 dni. V vseh teh 3 dneh bo Tivoli preplavljen z športom, z športnimi delavci, trenerji in z udeležbo v prvih 2 dneh, se pravi četrtek in petek, 5. in 6. septembra, bodo se v Tivoli podali otroci osnovnih šol, ki bodo v dvodanskem času se lahko preizkusili v vseh izzivih, tekmovanjih, lahko bodo spoznavali 45 različnih športov, od tradicionalnih pa do novejših, bolj modernih športov, zlasti urbanih in takih, ki jih tudi mnogi njimi ne poznajo, pa nimajo možnosti tudi kje drugje. Tivoli bo torej res pester po športni plati, tako za otroke, kot rečeno, in seveda potem načrtujemo tudi letos igre zaposlenih v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Nadalje bomo pripravili vsi dogodek, ki bo potekal v soboto, 7. septembra. Na ta dan še posebej lepo vabimo vse prebivalce, vse obiskovalce Ljubljane, da popestrijo dogodek, da doživijo pozitivno energijo, da spoznajo in krepijo športne vrednote in da za svojo prisotnostjo spodbujajo našo željo po dvigu gibalne sposobnosti vseh prebivalcev Ljubljane v naslednjih letih. Lahko rečem, da bo pestrost dogajanja dvignjena še za tem, da se bodo dogodkov udeležili tudi vrhunski športniki, med obiskali nas bojo športniki 7 najbolj pomembnih ali pa najbolj top ekip v Ljubljani, ki so udeleženi v evropskih tekmovanjih. Z temi športniki, s temi ekipami bo možno tudi seveda opraviti pogovor. Kar pa lahko še kot novost poudarim, pa je, da poleg tega, da bo tudi letošnji dogodek potekal brez alkohola, skratka ponovno bomo imeli program čista nula, čista vest. Poleg tega bomo pa letošnji dogodek popestrili še z eno rdečo nitjo in sicer kako pravzaprav pravilno uporabljati internet, zaslone, mobilne naprave. Skratka, skozi celoten dogodek bomo opozarjali na zasvojenost z mobilnimi napravami, internetom pri mladih predvsem, kako pravzaprav to varno uporabljati, kako pravzaprav se usmeriti mogoče v šport, iti v naravo in pravzaprav dvigniti svojo telesno in umsko sposobnost. In program, ki smo ga letos pripravili, smo poimenovali Šport je life.
To mislim, da je ena prijetna novost, ki bo zagotovo lahko pozitivno vplivala tako na mladostnike, otroke, kot tudi seveda na starše, ki morajo biti pozorni na to, kako se pravzaprav uporablja internet in pa mobilne naprave. In ena izmed dobrih priložnosti in dobrih možnosti je seveda usmeritev v šport, priprava osebnosti skozi šport in krepitev res duha in telesa na ta način. Naj še povem, da letos koncerta, kot je lansko leto, ne bo, seveda ne bo zaključek s koncertom, vendar na glasbo in kulturo nismo pozabili. Tudi letos bo potekalo ves čas bo usmerjena glasba in sicer imeli bomo prijetno, godalne muzikante, ki bodo izvajali prijetno disko glasbo, malo se bomo spomnili preteklosti. Poleg tega pa bo še ena zanimivost, Ljubljančani in Ljubljančani, vsi obiskovalci Ljubljane, bodo lahko skozi park tudi občudovali stare fotografije, ki bodo prikazovale zgodovino ljubljanskega športa, ki bodo ozaveščale vse trenovalce, kaj Ljubljana teče se že ponujala in pravzaprav na katerih temeljih gradimo športno strategijo v prihodnje. Tako da še enkrat bili vabljeni vsi Ljubljančani in Ljubljančanke, bili vabljeni vsi obiskovalci Ljubljane, pridite na dogodek Ljubljanski festival športa, ki bo potekal od 5. do 7. septembra. Dajmo se skupaj srečo, dajmo v bistvu zbrati to pozitivno energijo, dajmo krepiti športne vrednote in dajmo se imeti kar se da dobro in ustvarjati družbo dobrega počutja in veselja. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Podžupan je te ključne poudarke letošnjega festivala že predstavil. Jaz bi pa mogoče nekaj informacij podatkov, ki so pomembni za obiskovalce. Sam festival, ki bo trajal od 5. do 7. septembra, se to četrtka do sobote, bomo izvajali skupaj z ljubljanskimi športnimi društvi in zvezami. Pri organizaciji tega festivala bo sodelovalo preko 50 športnih društev in zvez, približno 300 animatorjev in delavcev, ki pač sam dogodek pripravljajo v teh dveh dneh. Izvajal se bo v Tivoliju in sicer na 45 lokacijah, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne športne izzive. To, kot je povedal podžupan, vsina tema, še enkrat poudarjam, je tema, ki je v zadnjem času zelo pereča. To je pretirana uporaba pametnih telefonov. To, kot je župan povedal v eni izmed prejšnjih točk, telefone dajmo iz rok, ker jemljajo fokus, jemljajo pozornost, ne samo avtomobilom, ampak to kažemo vse bolj tudi v športu. Otroci so vedno bolj tudi sam v športu na telefonih in želimo seveda tudi tiste otroke, ki so v športu, nagovoriti in seveda tudi njihove starše, da pretirana uporaba telefonov povzroča pomanjkanje fokusa, to pa privede lahko do poškodb in pa seveda do tega, do kasnejšega prenehanja športa. Ostali, ki pa niso športno aktivni, pa seveda želimo prepričati, odložijo telefone iz rok in vzamejo pamet v roke in grejo na šport. In zato smo v bistvu poimenovali to akcijo, ki ne bo trajala samo za čas festivala, ampak celo prihodno športno sezono, akcijo, ki se imenuje Šport je life. Petek se bo začel ob 8. uri z prihodom šolskih otrok, se bo nadaljeval v 2. uri z športnimi igrami zaposlenih, na četrtek se pravičujem. Petek zopet ob 8. uri prihod otrok šolskih,
Ob 14. uri so predvidene športne igre nostalgije. Ob 16. uri je predviden tek Intersportov tek, 5-kilometrska preizkušnja ali pa nek način priprava tudi za ljubljanski maraton, ki bo dober mesec kasneje. Ob 18. uri pa se bo na parketu v hali Tivoli začel turnir Euroligašev. Na samem turnirju bodo poleg košarkarskega kluba Olimpija sodelovali še Panathinaikos, Efes Pilsen in pa Bayer. Sobotni del se začne ob 9. uri, namenjen je vsem prebivalcem. Program bo podoben, dopolnjevali ga bomo z glasbenimi vložki, z pogovori olimpijcev in pa s predstavitvami profesionalnih klubov, se pravi hokejskega, nogometnega, rokometnega, košarkarskega in pa kolesarskih klubov. Zaključimo z koncertom disko glasbe, to več kot 30 godal igralo na disko glasbo in izvajali se bodo nastopi športnikov vmes. Vabljeni ste vsi, da pridete s kotalkami na kotalkališče v Tivoli in zaplešete s kotalkami, kako vse včasih na disko glasbo. Sam zaključek festivala bo potem v hali Tivoli, kjer bo potekala finalna tekma košarkarskega turnirja. Zdaj, če mogoče še nekaj informacij o samem prihodu na festival. Seveda parkirišča v Tivoliju ne bodo odprta, zato apeliramo na vse obiskovalce, da pridejo z mestnim prevozom, da pridejo s kolesi ali pa peš. Vse informacije o festivalu lahko dobite na spletni strani, ki smo jo pripravili letos, na naslovu sport.ljubljana.si in pa na Instagramu in pa Facebooku. Z mestnim prevozom se lahko pripeljete na festival brezplačno, sicer tako, da na Instagramu oziroma na Facebooku poiščete akreditacijo in pokažete na avtobusu in tako prijete brezplačno na festival. Kratka informacija, anketa, ki smo pravili na Ljubljančani, kaže, da je 74% aktivnih Ljubljančanov, naš cilj je pojiti to na 84%. Pričakujemo cirka 15.000 udeležencev in za to prireditev Festival športa, Šport je live, imamo soglasje Zavoda za varstvo narave.